Lepo pozdravljeni! Današnja oddaja Začnimo teden z Lilisorom je namenjena tistim angelčkom, za katere radi rečemo, da nimajo kril, ampak imajo običajno 4 tačke. Tako je tudi, kot razkriva naše lepo ozadje današnjega dne, s katerega obljubim, da bom kmalu zginila, ker je čist preveč cute. Današnja oddaja bo govorila o imenih naših hišnih ljubljenčkov, naših kepic, naših majhnih srčkov, ki so za mnoge izmed nas postali družinski člani. Marsikomu te majhne kepice z velikimi očki zlezejo pod kožo, a ni zanimivo ravno tistim, ki velikokrat rečejo: ne, jaz pa že ne bi mogel biti s psom na kavču, jaz pa že ne bi mogel, to pa živali niso za doma in tako naprej in tako naprej. Kako zanimivo, kako veliko zarečenega kruha se takole poje, a ne? In bom rekla takole, verjamem, da ko je Pitagora v davnih časih raziskoval in pisal zakonitosti numerologije, matematike, fizike, astronomije, bil je resnično veličasten učenjak, modrec. Verjamem, da se ni ukvarjal s tem, kaj numerologija in vsaka črka pomeni v imeni živali, in tudi verjamem, da je kot živali mogoče tudi širi se imela imena, ampak sam stil življenja se je spremenil in verjamem, da numerologija, tako kot vedno znova dokazuje to, v modernih časih je lahko zelo uporabna. Zdaj boste pa vi rekli, kje, Lili, draga moja, je to lahko uporabno pri živalih. Predvsem, ko se odločate za novo živalico, ko živalice že imate. Tak zelo lep primer tega je Jasmina iz klepeta ob kavi, še za vsakega mucka, za vsakega kužiko, trenutno ima kužiko. So skupaj preverili, ali so imena skladna, ali so seštevki nekako harmonični med seboj in kaj pravzaprav vsako ime pomeni. Mi danes tako zelo globoko v te detalje ne bomo šli, ampak bomo vseeno pogledali, kaj pravzaprav pomeni seštevek imena vašega hišnega ljubljenčka. Za nekoga bo to kepica, ki je mogoče ravno zdaj, ko tole spremljate z vami na kavču. Mogoče bo šlo za živalico, ki ste jo imeli v otroštvu, mogoče gre zgolj za radovednost, za kakšnega sosedovega reksa ali pa za, ne vem, fliperja. Joj, a se spomnite fliperja, delfina, koliko nas je dovolj starih, da se spomnimo te nadaljevanke. Torej, pogledali bomo seštevek imena in če ima vaša živalica rodovnik, to pomeni, da boste upoštevali predvsem seštevek rodovnika, vse ostale nazive bomo pa smatrali kot vzdevke. Seveda jih lahko seštejete, ampak to je dodatna energija, ki ključno ne vpliva na to. Jaz verjamem, da mi vsi svoje živalice sem ter tja pokličemo tudi po bolj ljubkovalnih imenih, pa tudi kdaj jim rečemo, jaz moji čikiti rečem, da je Ronja razbojniška hči, ker je res tak pravi mali ris na trenutke lahko, in prav je tako, vsak izmed naših živalic ima svojo osebnost, ima svoj karakter, ima svoje izkušnje in posledično tudi svoje obnašanje. In zdaj bom nehala filozofirati in vam bom predala abecedo, se pravi, napišite ime svoje živalice, pod vsako črko napišete ustrezno številko in toliko časa seštevate, da pridete do ene same cifre. Se pravi, 13, 14, 16 in 19 so karmična števila, to so tisti seštevki, katerih se načeloma izogibamo, se pravi, če se šele odločate za živalico, se prosim tem seštevkov dajte izogniti. Če ugotovimo, da imamo seštevek 11, 22, 33 in tako naprej do 99, pa govorimo o mojstrskih zapisih, se pravi o živalicah, ki so stare duše, ki prinašajo s seboj neke vrste modrost, neke vrste darilo vam in svoji okolici. Lahko to pomeni tudi, da so imeli že slabe izkušnje, zato so mogoče malo zadržane. Ok, pa kar pojmo. Enke. Enka vemo, da je zelo taka, bom rekla, samosvoja energija, samostojna energija. To so živali, ki bi bile recimo v tropu izvrstni vodja. Vodja volkov, vodja psov. Tudi pes čuvaj. Tudi pes, ki potem ovce okrog lovi, in je pravzaprav pastir. Se pravi, živalice, ki imajo nekako neko svojo lastno pamet in sem ter tja zato malo težje upoštevajo vašo. Torej, dragi moji, živalice s številkom 1 so živalice, ki so samoiniciativne, ki znajo razmišljati svojo glavo in ki tudi potrebujejo kar nekaj, bom rekla, stimulacije, igrivosti, tudi tega, da sem ter tja njihova obvelja. Se pravi, če ste na sprehodu, če se vam resnično ne mudi in vaš kuža vas prosi, da bi še malo ostal, dajte mu popustiti. Tukaj bom rekla tako, ne glede na število, ki jo ima naša živalica, z nami so le nekaj let. Naj bo teh nekaj let resnično lepih in srčnih. No, vsi, ki imate živalice s seštevkom 2.
To so živalice, ki potrebujejo bližino, ki uživajo v bližini, ki imajo rade bližino. Živalice, ki so običajno tudi zelo vodljive, se pravi, govorimo o živalicah, ki bodo sprejele vašo voljo, predvsem pa vaše počutje. Bolj kot vaš ukaz bodo te živalice začutile, kako se vi počutite, kaj vi potrebujete, in velika verjetnost je, da bodo sebe postavile na drugo mesto. Če govorimo o večjem številu živali, so običajno to tiste, ki se prilagajajo ostalim. Seveda se potem lahko zgodi tudi, da če imamo za živalice, ki imajo seštevek 1, 8, se pravi neke močnejše vibracije, so običajno nekako v ozadju lahko. Definitivno pa so to bitja, ki vam bodo zelo hvaležne za to, da se boste z njimi pogovarjali. In bodo tudi same rade izražale na svoj način, seveda, mogoče z mrmrljavnjem, z mjavkanjem, s pogledom, z gestom, tudi svoje mnenje. Seštevek 3. To so živalice, ki so razigrane, ki so živahne, ki so, zdaj bom rekla, bujne domišljije, ki vas bodo znale na kruh namazati. O moj bog, to so živalice, za katere jaz velikokrat rečem, da jih lahko imamo namesto antidepresiva. Velikokrat, ko grem na sprehod, pa seveda moram potem pocrtati vsakega kužija, ki pride mimo, kakšne te majhne kepice so tako živahne, tako zelo simpatične, da se velikokrat pošalim, da to je res največja možna doza antidepresiva, kreativnosti in dobre volje. Ta seštevek 3 je to, kar pravzaprav krepi to lastnost pri živalicah, ta izraznost, igrivost. Je pa res, da potem te živalice bodo težje dalj časa pri miru, da vam bodo hvaležne, če bodo dobile vedno znova kakšno drugačno kreativno igračko. In še za tiste, ki se zelo radi s svojimi živalicami ukvarjate, probajte slikati ali peti ali plesati z njimi. No, in smo pri številu 4. Število 4 vemo, da je resnobno, redoljubno. Se pravi, to so živalice, ki potrebujejo rutino. To so živalice, za katere je zelo pomembno, da je hranjenje ob istem času. Če govorimo o kužiju, tudi da so sprehodi v čim bolj enakem ali podobnem časovnem okvirju. So živalice, za katere je potrebno tudi zdravstvenega vidika mogoče malo bolj poskrbeti, potrebujejo svoj mir in predvsem potrebujejo svoj občutek varnosti, stabilnosti. So pa vse verjetnosti živalice, ki bodo nekako sprejele samo eno osebo kot vodja in ji bodo sledile. So pa definitivno bitjeca, ki ko se navežejo, se resnično navežejo, bom malo eksotično rekla ali pa ezoterično rekla, za to in za naslednja življenja. Resnično so predana bitja. Če bi zdaj govorili o psu čuvaju, govorimo o živali, ki bi, podobno kot tudi seštevek 6, žrtvovala sebe za svoje najdražje. No, pri 5 pa imamo živalico, ki je dinamična, ki je polna energije, ki potrebuje veliko gibanja, ki zna biti navihana, ki sem trtja tudi malo uporniška, si mislim, se pravi, sem trtja neuboga, zato sem trtja, dajte malo, bom rekla, zaškiliti na eno oko. Kot sem rekla že pri enkah, naše živalice so z nami le kratek čas in nekatere izmed njih imajo malo uporniški karakter, kar pomeni, da boste veliko več dobrega storili s tem, da jim boste dovolili biti malo puntarski, malo samosvoji, malo drugačni, kot s tem, da boste vsiljevali neko grobo, bom rekla celo okrutno vzgojo. Tukaj, bom rekla, udarci, vpitje ne bodo dosegli tega, kar vi mislite, da ja, kvečem bodo to živalico od vas odtujili, dajmo se lepo izražati. So pa to živalice, ki so super za vzeti seboj v hribe, na potovanja, ki vam bodo zelo hvaležne za vedno nek nov izziv, vedno neka nova obzorja. Šestice, živalice s seštevkom 6, so tista bitjeca, ki se resnično navežejo na nas, ki so zelo čustvena, ki so zelo nežna, ki so zelo občutljiva in ranljiva, če smo do njih kakorkoli agresivni. To velja tudi za trojke, tudi za devetke, vsa malo bolj senzibilna in čustvena števila, tudi dvojke, seveda se z njimi tudi potem med seboj najbolje ujamejo. Zelo materinski tip živali, zelo zaščitniški tip živali, zelo po eni strani izjemno čustvene, izjemno nežne, po drugi strani pa, ko bodo branile tista bitjeca, se pravi, jaz verjamem, da ste to tudi vi, katera so one sprejele kot svojo družino, se pa paste, to je mama medvedka energija. Ampak bom tresk, če se boste vi spravili na nekoga, ki ga ima ona rada.
Te živalice potrebujejo veliko ljubezni, veliko pripadnosti, veliko bližine. Sedemke. Živalice, ki imajo seštevek 7, so posebna vrsta živalice. Tukaj bi bilo zanimivo pogledati tudi vsako črko posebej, kajti to so živalice, ki pravzaprav sem ter tja potrebujejo svoj mir. Niso živalice, ki bi se izjemno dobro počutile v hrupni, kaotični družbi, se pravi, če zdaj govorimo o nekem kokošnjaku, če zdaj govorimo o nekih, bom rekla, skupnostih živali, kjer ni reda, kjer je veliko vreščanja, se tiste živalice s številkom 7 absolutno tam ne počutijo dobro. Se pravi, opazili boste, da sem ter tja se kar malo odmaknejo, hočejo svoj mir, kot bi malo meditirale, in so živalice, ki oddajajo neko energijo modrosti, pameti, nekega posebnega zavedanja, nekega prav posebnega pridiha, dajmo tako reči. Sedmica je tista, ki je učena namreč in je tista, ki bo verjetno v naslednji inkarnaciji mojster. Osemke. Živalice, kepice, ki imajo seštevek imena 8, absolutno imajo tudi svojo pamet, z njimi se lahko resnično veliko naučite vi in njih naučite veliko, sploh če bodo imeli občutek, da so tako glavne, sploh če bodo imeli občutek, da so zdaj pa malo posebne. Število 8 se spomnimo, 8 ter tja povezujemo tudi z egom. Se pravi, to so živalice, ki bodo v skupini drugih, če bodo naletele na drugo žival, ki bo podobno izražala neke, bom rekla, lastnosti ega, priznajmo si, tudi take živalice obstajajo, se postavila po robu. Se pravi, tudi pri osmicah je pomembno, da sem ter tja njihova obvelja, da se imajo kot za nek enakovreden člen družine in verjemite, ta živalica bi tudi svoje življenje za vas dala. Torej, dajte ravnati z njo, kljub temu, da sem ter tja mogoče vas ne uboga, na ta način. Sigurno bi vas zaščitila. In podobno velja tudi za živalice, ki imajo seštevek 9, dobesedno zdravilna energija je to. To so bitja, ki so prišla v naše življenje, prevzeti našo bolečino, našo stisko, velikokrat tudi našo bolezen, našo karmo, naše pretekle vzorce. Absolutno sodijo med tiste živali, o katerih beremo, ki so se spopadle s strupenimi kačami, z napadom volka, z napadom medveda, zato da so zaščitile otroka ali svojega lastnika. Absolutno živali, ki so lahko pes vodnik, terapevtska žival in tako naprej, ne glede na to, ali ima dokončan program oziroma urjenje za to ali ne. Vsi vemo, da obstajajo živalice, ki se privijajo v naše naročje, ki pridejo k nam, ko smo žalostni in nam je kar malo boljše. Bodimo hvaležni za taka bitjeca in bodimo do takih bitij posebno nežni. Posebno nežni in ljubeči, kajti so zelo čustvena bitja, ki pravzaprav velikokrat svoje življenje žrtvujejo za naše. Torej, en tak hiter pregled števil od 1 do 9, verjamem, da ste svoje živalice v njih najdli. Jaz bom ob koncu še enkrat rekla, nekaj, kar sem ponavljala tudi pri razlagi. Naše živalice so z nami le nekaj let. In potem enkrat, ko se od njih poslovimo in nam manjkajo, je prepozno, da bi kakšne stvari vzeli nazaj ali spremenili. Kot vedno je tako v življenju. Mogoče ni napačno, če jim sem pa kaj popustimo, če jih malo več pocrtlamo in razvajamo. Če jim privoščimo kakšno urico igrice, cortanja, nas pravzaprav več kot manj. Kajti teh nekaj let, ki jih bodo preživeli z nami, bodo minili 1, 2, 3. Dragi moji, hvala lepa za vašo družbo, počohajte vaše angele s 4 tačkami še malo v mojem imenu in se vidimo naslednji teden.